Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Dobrodošli v naši družbi. Danes bomo govorili o moči uma. Pogovarjali se bomo oziroma predstavili bomo zelo učinkovito in zelo zanimivo metodo, ki ni več tako nova. Razvil jo je Jose Silva, imenuje se Ultramind metoda in s pomočjo te metode lahko izkoristimo ta svoj umski potencial oziroma te razsežnosti uma, da manifestiramo želeno. Se sliši privlačno? Ostanite v naši družbi in z veseljem med nami pozdravljam inštruktorico Ultramind metode, Brigito Langerholz. Živijo, Brigita, dobrodošla. Živijo, lep pozdrav vsem. Zdravo. Kako ste, Brigita? Jaz sem kar v redu, moram reči, zelo zaposlena, ampak ne tako, kot da je to zdaj norma, ki jo moramo imeti, ampak preprosto videti, da te stvari ljudje ful potrebujejo in grem with the flow, jaz temu rečem, to je to, tako da ja, fajn. Tako kot vas vleče, greste z njim, ne? Ja, točno to, ja. Ne, z veseljem to delam že nekaj letno, ampak se mi zdi, da zdaj, ko je pa prišel čas tega obdobja korone, je pa res dosti ljudi šele ugotovili, da bi bilo fajn mogoče kaj pogledati vase, narediti nekaj na sebi in se je res sprožil en tak efekt, zelo pozitiven. Ja. In da je to edino vredno, edina investicija, ki se, če zdaj gledamo, ki se obrestuje, če lahko tako rečem. Ja, na dolgi rok sigurno. To je res investicija. Jaz rečem, smo bili s tem namenom rojeni na planetu Zemlja, da v bistvu res samo rastemo, eni počasi, eni hitro, pač ni pomembno, ampak važno, da ne obstaneš nekaj, to je to. Ne tekmujemo, Ja, to je tudi drugo najbolj važno, ker sama vem, koliko je bilo to, ker malo aktivno. Tako, se tudi vi ste olimpika, potem vas večina naših gledalcev verjetno pozna, ampak sicer pa, ko smo se pogovarjali, sem se skar malo zgubila, Brigita, kako naj vas naslovim oziroma kakšen naziv ali pa titulo, ne vem, kako naj vas popredalčkam, ker imate kar ogromno znanj, vi ste neutrudna raziskovalka življenja, že od malega, k temu se bomo vrnili. Rekla sem, ste da inštruktorica te Ultramind metode, pa učiteljica joge, pa dihalna coachinja. Pa se vas ni smiselno, da se zdaj mi nekaj predalčkamo. Ta interdisciplinarnost je v bistvu tak naravna in to bi moglo, v bistvu mi smo bili navajeni nekih predalčkam pa nazivov, in Bog ne daj iti preko teh nekih, kako bi rekla, nekih omejitev. Vi ste pa tako zelo plavate na široko, zajemate znanje, Mislim, da sem se to tudi naučila, če ne drugega, na šolanju v Ameriki, ko sem bila vmes, ko me je poddekan vprašal v poslovne šole, Brigita, ni čas, da spremeniš toliko tvojega študija, se pravi usmeritev, jaz hočem biti na poslovni šoli, ker je bil to takrat nek prestiž, temu rečem, da vidim prestiž. In potem njega vprašam tako, kaj pa ste vi po izobrazbi, On reče, profesor zgodovine, in jaz tako, kaj? Nas so po Jugoslaviji učili, da tisto, kar študiraš, to boš celo življenje, do penzije. In takrat sem rekla, okej, čas, da malo ti vzorce začnemo spreminjati. Tako da ja. In se že tukaj osvobajati, Ja, sigurno, ja, definitivno. Tako da zelo pomaga, te stvari, da vsake toliko časa pogledamo, kje smo, kam gremo, kaj je bilo v redu v preteklosti, kako se lotiti prihodnost. Vem, da tega večina ljudi ne dela, ampak bi mogli, ker res pol veš, a greš v pravo smer. Tako. Še to, kdaj vemo, da gremo v pravo smer, vsem tem se bova danes pogovarjali, kaj je naše poslanstvo in vse to. Brigita, ampak vi to v bistvu, da se vi zdaj ukvarjate s temi življenjskimi temami oziroma da proučujete zakonitosti življenja, niti ni tako zelo za vas nenavadno, ker da premikate neke meje znanega, da neke stereotipe podirate. Dejansko vi ste en živ dokaz, da vi ste kot deklica zelo bolehni, potem pa tako v svetu športa podirali rekorde, mislim, imeli izjemne rezultate, bili olimpika. Kako je prišlo do teh preobratov oziroma kakšna je ta zgodba zdaj premikanja možnega?
Je zelo zanimiv, namreč jaz te zgodbe dolgo nisem mogla razlagati, ker sem jo še zapirala, ne, ponavadi z teh zgodb, ki jih še predeluješ, ne govoriš, ampak nekje 3 leta nazaj sem čutila tudi, da je v Sloveniji čas, da se o tem pove, ker marsikdo ima olimpijce za neke superherojke, superheroje, ampak v zadju se marsikaj skriva, ker ljudje ne vejo, ne, tudi kakšne boleče stvari, ne samo moja bolezen. So tudi starši, ki zelo manipulativno s kakšnimi otroci delajo in potem ratajo oni vrhunski, vsi vemo primer Tigerja Woodsa, kaj se je pa zgodilo, ne, tako da so stvari. Jaz sem se rodila zdrava, potem pa nekaj šlo narobe v tisti porodnišnici, v kateri sem se rodila in v bistvu sem, tudi par otrok je umrlo tisto noč, no, v bistvu sem bila ena, ki smo preživeli in sem več ali manj 3 leta preživela v skrbi v bolnišnici, ne, se pravi, nek sistem me je vzgajal, ne. V tistih časih ni bilo staršev, da bi tam bili in na dolgi rok, jaz to nisem vedela, takrat sem razvila nekih anksioznosti, sem se bala ljudi, ker nikoli nisem bila med ljudmi, razen med nekimi steklenimi stenami, se spomnim zaprta noter, ne, pa bolnišnične postelje. Imela sem vse živo, večkrat so me tudi reševali, tako ker sem razvila različne alergije, na vse sem bila alergična, potem škrlatinka se mi je zelo ponavljala, angina, kasneje pa astma, no, ki me je spremljala nekje, rečemo, skoraj do 20. leta, no, 18. 20. leta, in je bila kar hujša oblika astme, ki je del botroval vsem tem zdravilom, ki sem jih dobila v bolnišnici, del pa tudi moje družinsko okolje, ne, se pravi, vedno rečem, če ima otrok kaj takega, je treba oba vidika pogledati, ne. In jaz tega leta nisem vedela, kako se rešiti, dokler nisem prišla do joge pri 15 letih, pač v mojem kraju, kjer sem takrat živela, v Škofji Loki, in joga je bila takrat čisti tabu, to ne hodiš tja, ker je neka čudna mistična vadba, ne, vas bojo zavedali, so rekli. Tako da jaz sem takoj čutila intuitivno, da moram iti tja, da mi bo pomagali pri mojemu dihanju, ne, saj več ali manj sploh nisem znala dihati, nisem vedela, kako sploh predvideti napad in kako ga ustaviti, preden se to zgodi, ne. Tako da mi je zelo pomagalo v teh začetkih popravljanja mojega zdravja, no. Kasneje sem jo pa uporabljala pri vrhunskem športu za gibljivost, pa preprečitev poškodb. Tako da je zelo, zelo koristna zadeva. Ja. Ste pa pri svojih rezultatih oziroma pri svojem vrhunskem športu uporabljali tudi moč uma, ne? To pa ni skrivnost, vse to ti vrhunski športniki to počnete, ne? Ja. Povejte, je bilo na začetku to tabu tudi pri vas? Zelo neznano področje, ni bil toliko tabu kot joga, ampak zelo neznano področje. Jaz sem srečo imela, ampak jaz ne rečem sreča, pač take ljudi si pritegneš v življenje, ki so pripravljene. Mojega prvega trenerja oziroma drugega, no, Dobrivoja Vučkoviča iz Kranja, ki je kasneje žal umrl za rakom, no, ampak v tistem času, ko je z nami delal, vse je učil avtogeni trening, urjenje uma, sproščanje pred samim štartom ali pa velikem skakavk recimo, ogromno je delal na akupunkturnih točkah, tudi se spomnim, in marsikatera, mislim, da sploh ni delala vaj. Jaz sem delala vse doma, ker sem rekla, jaz želim biti zdrava, res. Trenirala sem te vaje, čeprav nisem imela včasih pojma, za kva se gre, ampak to so bili moji začetki v srednji šoli. In hkrati sem pa začela malo moje stvari popravljati, se pravi, da sem se manj bala ljudi, šport mi je zelo odprl področje samozavesti, ki jo nisem imela, ki je izhajala iz teh bolnišničnih dni, ne, ker preprosto tam si bil številka, noben te ni obravnaval kot človeka, ne, kot dojenček to čutiš, tudi jaz nisem vedela, ampak čutiš. In te stvari sem potem za nazaj počasi zapirala, te, srečam, travmatične dogodke v mojem življenju, no, in tu zdravje se mi posledično zelo, zelo izboljšalo, no, tako da sem kasneje bila že, mislim, da kot 17-letna, prva na evropskih teh mladinskih olimpijskih igrah, no, ki smo jih imeli na 400 metrov. Potem je šla pa pot sem navzgor, no, s tem, da sem vedno delala vaje vizualizacije in dihalne vaje malo manj, sem pa ogromno vadila jogo, no, zraven tega, tako da mi je zelo pomagalo. Ja. Gita, kako so pa starši sprejemali to neke vrste transformacijo oziroma uporabo teh metod in potem tudi posledično, ker se vidi, da se to kaže ne samo na vašem zdravju, tudi v vašem uspehu, mislim, pri športnih rezultatih, je bilo podporno okolje doma glede tega? Doma v Sloveniji? Ali kje? Mislim konkretno pri vaši primarni družini.
V moji družini so dostikrat me pustili, da kar raziskujem. V bistvu je bilo tako neko nenapisano pravilo, samo da se ni treba preveč ukvarjati. Pač, če sem imela kakšne napade, logično so me peljali zdravniku, so se ful ukvarjali z mano, se včasih rečem, da sem edina tako pozornost dobila. Ja. Vem, da nisem edina, ne. Ja. Ampak zelo sem imela svobodne roke. Tako da jaz rečem hvala Bogu, ker sem bila zelo raziskovalna duša. Mislim, sem še zdaj in vedno so mi privlačila novo znanje. Jaz sem brala na kupe knjig. Tisto knjižnico mladinsko sem prebrala v mojem mestu že, ne vem, do 4. razreda vse knjige, ne. Kljub temu, da sem zelo zaostajala v šolah z ocenami na začetku, hodila sem na telovadbo z otroci s posebnimi potrebami, ne. Se pravi, malo me je družba izločila, ker pač nisem bila v nekih smernicah, kamor si takrat pasel kot normalen otrok, ne. Ampak mene je to motilo, ampak hkrati mi pa dal, jaz rečem, vetra v jadra, da probam biti tako kot ostali vrstniki, ne? Se pravi, da nisem tam neki izobčena, ampak lej probimo, mogoče mi pa uspe nekega. In mi je v 3. razredu. No? Tako da je bilo zelo zanimivo. Ja, dostikrat slišim, kako si želijo kakšni, da bi jih starši podpirali, nekaterih preveč pritiskajo, ne, v športnih družinah. Jaz rečem, pri meni je bilo glih prav fajn, ne, da sem imela to svobodo, da sem raziskovala karkoli sem hotela. Res, in ni bilo nobenih odzivov. Tudi, ko sem želela parkrat nehati športom, zaradi pač najstniških težav, ki jih imamo vsi, ne, je bil vedno eno ali pa od 2 staršev takrat pristopil in me spraševal, a si res to želiš, lej, ker tvoj način življenja bo čisto drugačen, ne, zdaj treniraš, ne vem, vsak dan, potem pa kar naenkrat ne boš, kaj se bo zgodilo, ne. Tako da vedno me je nekdo nekako v to smernico pripeljal nazaj, ne. To je bilo to, ja. Brigita, kdaj ste pa potem vi naleteli, raziskovali ste, bili ste radovedni, ravno prav, mislim, konkretno na tole metodo Ultramind Joseja Silve. Dajte nam malo predstaviti to metodo, jaz sem zelo poenostavljeno o njej govorila. Jaz sem potem šla v Ameriko, kjer se mi je ful odprl svet. Mislim, tako, cel kup knjig, videov že takrat o vizualizaciji, urjenju uma, kako kreiraš želje svoje, ne samo v športu, ampak manifestiraš. Takrat se nekako, bil je že v spredju coaching industrija, ne, se pravi ta izobraževalna, svetovalna, ampak ne še v takem razmahu, ki je danes, ne, ki je po celem svetu. Jaz sem naletela na eno ekipo, poleg moje športne ekipe, profesionalne, ki sem vedno vlagala ves denar, kar sem ga zaslužila v njih. Se pravi, šli smo čez določene travme, preko hipnoze, kar sem jih doživela v bolnišnicah. Potem to odtujenost od ljudi smo nekako zapirali te stvari, ne, ker me res vsake toliko časa ni bilo glih v korist, ker sem imel kakšen intervju in jaz sem se kar bala, ne, na televizije, pred novinarje, take stvari, ne. In če imaš tak poklic, to rabiš, ne. Potem smo šli ful globoko, sem imela enega bivšega fanta, se spomnim, ki je delal z najboljšimi ekipami takrat Clippersov, potem najboljših teh ameriških fuzbal igralcev, Lakersov kasneje, ne. On je bil že sam športnik in je že sam te metode zelo izuril, skoraj do tega rezultata, ki sem ga dosegla, rečemo, on je bil v finalu, jaz sem bila 4. Tako da sem združila to učenje od mojega trenerja s tem učenjem v Los Angelesu, kot sem od te ekipe, ki sem jo zunaj sebe financirala, se učila in pobirala znanja, ne. In večina ljudi to ni vedela, da jaz to delam, ne. So pač vedno mi govorili, ti si ful talent, ti samo malo treniraš, pa ti že uspe, ne, zabavno. Razen pač, moj ni vedel, kaj se zvečer delam, ne, koliko se uri koliko skrbim za regeneracijo, hodim na masaže, delam jogo, v sobotah, nedeljah so drugi počivali, ne. Pač, jaz rečem, nikoli ni samo del treninga, je še cel kup drugih stvari, ki jih moramo vpeljati v naš nek pot do uspeha, ne, karkoli, ne samo na športu. In nikoli si nisem predstavljala vse ta znanja, da bom jaz zdaj učila, ne, res nikoli. In ko sem prišla v Slovenijo po, rečemo, nekih 10 letih iz Amerike, ali pa malo manj, sem nekako padla v to okolje, od kjer sem odšla. Bistveno nekaj se ni spremenilo, sploh ne na teh področjih, kar sem jaz delala tam tako, preko ful sem napredovala, ne. In sem razmišljala, v bistvu me nekaj časa celo dušil to okolje, ker sem rekla, to je tako, ko vrnem se nazaj, pa neke ene stare rane odpirati, ne.
In potem sem našla način, kako delati z ljudmi. Prvo sem skozi fizične vadbe, ker to so me poznali, in potem sem malo tako izza hrbta dala noč še tele mentalne tehnike in jim je bilo ful všeč. Večim ne, v podjetjih in so hoteli še. In potem so se razvile te mini delavnice. In leta 2018, ko sem si vizualizirala, da rabim neko sistematiko za moje tehnike, se pravi, da tudi en začetnik lahko gre čez to, ne samo tisti, ki so nagnjeni k temu, ne, je prišel po pol leta vizualizacij k meni Intuition Course, se pravi tečaj intuicije v Münchnu, Vishen Lakhiani, to je eno Mind Valley, direktor Mind Valley, ki sem ga tudi spoznala kasneje, zelo močna izobraževalna platforma, in on me je učil, ki se je učil od potomcev Joseja Silve, ne, v Ameriki, tudi je bil priseljen iz Kuala Lumpurja, ampak je res iz nič je naredil milijonsko podjetje, ne, s 300 zaposlenimi. Močna zgodba ima v zadnji, ja. In zanimiv tok, sem se vrnila v Slovenijo, ravno tiste fante, ki sem coachala, se spomnim Veslače, mi oče reče, kako Jose Silva, jaz to poznam, jaz imam kolega Klemena Miheliča, ki to izvaja že 10 let v Sloveniji, pa se ne morem verjeti, zakaj iz tega nisem vedela prej. In me je metoda dobesedno našla, no, tako rečem. Da snajde, da so pripravljeni, ne? Tako da od takrat učim, dihalne tehnike sem potem dala malo na stran, ker sem vmes zelo je ratalo popularno z dihalnimi tehnikami v Sloveniji, recimo 4-5 let nazaj. Učila sem po Wim Hofu metodi, ki je zelo, zelo priporočljiva za nekoga, ki je v rekreaciji, hoče napredovati, športnika, majčkeno bolj ekstremnega človeka, ne. Ampak na dolgi rok sem ugotovila, pa se ne moraš biti skozi na velikih obratih, ne, in sem potem malo nehala učiti Wim Hofa tehniko in sem začela bolj z umirjenimi stvarmi, no, sem nekako intuitivno čutila, čas je, da se malo ljudi tudi umirijo, grejo v stik s sabo in sem vpletla potem vse metodo noter, no, v ta učenja. Tako da ja. In ta metoda bazira, lahko rečemo, na neki informaciji oziroma vedenju, da je polje, kjer se dejansko dogaja vse, kar se nam dogaja. Ta metoda v bistvu spreminja način človekovega sprejemanja informacij in oddajanja tudi, ne. Se pravi, vmes, kaj se zgodi, povežemo informacije, ne. In ko so delali raziskave, to je bilo meni fascinantno. In če tako razmišljam, cel življenje me je v bistvu pripravljalo na Jose Silva. Ne rečem, da je to edina stvar, ki bom delala, ampak vem, da zdaj nekaj let jo bom, ker čutim, da ljudje ful rabijo ta znanja, ne. Me je pripravljalo v bistvu, jaz sem v praksi vse to živela, skozi, že od majčkenega, ne. Intuitivno, ne? Ja, ampak nisem vedela v teoriji v zadju, kaj se dogaja res z mojimi možgani. Jaz sem si stvari vizualizirala, ker noben ni verjel, da jih bom izvedla. Recimo štipendijo 100% na privatni univerzi. Ena je bila $35,000 letno, ne, eno leto. Moji sošolci so me gledali takrat na univerzi, kako si to zmanifestirala? Sem rekla, ne me sprašuj, to je bilo delo z umom. To je vse. In pač ljudje niso verjeli, da je to možno, ne, in noben se tega ni lotil, vsaj ne okrog mene, ne, razen kasneje vrhunske tekmovalke v atletiki, ne. In potem sem si vizualizirala recimo tudi mojega moža, kar je smešno, ampak 7 dol, napisala 10 lastnosti, katere želiš, ena hipnotizerka svetovala, rekla, Brigida, to je tako kot shopping lista, isto. In kasneje sem to svetovala še 2 puncam, sta bile leta brez partnerja in sta se v roku enega leta poučile. In sta rekla, to res deluje. Ja, verjetno. Odpreti se moraš, ne. Poleg tega, da sem si tudi 4. mesto v Sydneyju vizualizirala, tako da iz nič dobesedno, no, ker še trener je rekel, po mojem boš najbolj 5., 6., no, tisti dan, oziroma se pogovarjala in v bistvu res narediš stvari, ki so nemogoče, ampak jaz sem se pol malo igrala že s tem, ker sem toliko te osnove vedela, ne, se pravi v praksi. Teorija je bilo pa res, in pri Jose Silvi mi je to všeč, ker v bistvu ti krepiš ekstrasenzorične lastnosti, ki jih vsi imamo, se pravi zaznavanje živih bitij sploh, nekateri celo nežive stvari lahko zaznavajo, čeprav jaz rečem, kamne malo drugače gledam zdaj, ko sem jih še pred leti, ne, rastline tudi. Pa nikoli nisem imela povezavo z rastlinami, ampak zdaj tudi slišim intuitivno, ne slišim, ampak ker sem spočita, ne. Potem določen spomin se ti aktivira, da si te stvari že delal kot otrok, ampak se jih ni zavedal in takrat je bila naša družba, da so nas pač zabremzali, ne, če si kaj preveč rekel,
da je bila resnica, ne? Nekdo ni hotel slišati, tako je bilo v tistih časih. Tako da ja, ogromno bolj slišiš intuicije, no? Intuitivnih sporočil, telepatsko se začneš sporazumevati z določenimi ljudmi, temi bližnjimi, ki si nekako na dosegu tvoje avre, ne? Ker vsi imamo nekje eni vibrirajo 4 metre okrog ta plašč, ne? Vse so znanstveniki nekako to imenovali, ki so zmerali, sem pozabila te besede, mislim imena. Ampak recimo, ko pa se srečamo, kdaj s kakšnim rečemo guruji, recimo Sai Baba je bil tak, sem bila tudi v Indiji pri njemu, ne, on pa vibrira tako močno, da je celo mesto, ne, kamor pride, čutiš ta njegov potencial, ne, in to imamo vsi. In zdaj bolj se odpiramo znotraj sebe, bolj sijemo, jaz temu rečem, ne, s tem izmerljivim avričnim plaščem, ali eterično telo, mislim, da se reče, no, tako. In ko ljudje bojo še več vedeli o tem, ne, o teh informacijah, bojo res začeli čisto drugače delovati do živali, do sočloveka, še bolj skrbno do rastlin, zemlje in vse te stvari zbudiš v metodi, ne, ker avtomatsko ne moreš tudi, če bi želel, jaz še muho ne morem zdaj ubiti, pa sem jih ful pobijala, ker razmislim, zakaj ta muha točno noter, dajmo jo raj ven, ne, tako. Smešno se sliši, ampak ne moreš iti nazaj v sočutju in spoštovanju samega sebe in posledično tudi teh manjših biti, ne, karkoli že. Tako da je zanimivo potovanje vedno, no, pa vsako pa drugače pride ven. Zagotovo. Brigita, tudi ste zdaj dali krasno istočnico sočutje. Ker zdaj, ko govorimo o manifestacijah želenega, roko na srce, večina izhaja iz nekih egoističnih nagnjenj, mislim, uresničiti neko željo, neko, ne, zelo takih teh z egoistično konotacijo. Ampak zelo pomembno je, tudi v tej metodi, da mi delujemo, da bom rekla, v višje dobro ali pa v dobro vseh. Ne? Tu pride kako bom rekla, zraven oziroma v konceptu sočutje. Zakaj? Prvo se bova spet še konkretno, malo bolj tehnično vrnili k metodi, ampak dajva najprej to pojasniti, zakaj je tako zelo pomembna ta, da nam je mar za druge v tem procesu manifestiranja oziroma uresničevanja želenega. Ja, Hussein ni bil edini, je bil pa en med prvimi, no, ko so to učili. Tudi znanstveno so delali poskuse z ljudmi, ne. En zelo znan trenutni čas je dr. Joe Dispenza. Tako. Ja, potem Simon Sinek tudi opažam, ogromno govori o sočutju in kako naši hormoni so zelo, on reče wired, se pravi naravnani proti sočutju in da ko mi pomagamo nekomu, smo še bolj zadovoljni, kot če bi sami nek uspeh dosegli. Mislim, jaz sem to opazila, olimpijski uspeh ali pa svetovni, to imaš res endorfine sreče. Ampak jaz sem občutek, da šele v zadnjih parih letih, ko nekdo gre čez neko transformacijo, saj ni nujno jaz rečem čez moj tečaj, kjerkoli, ne, pa da vidim, koliko je napredoval, mene to res razveseljuje, ker si rečeš, nekakšno, na koliko veliko ljudi okrog sebe lahko vpliva in še oni se zaradi tega spreminjajo, ne. In če mi pridemo slabe volje, recimo v nek prostor, kjerkoli delamo, ne, avtomatsko vplivamo tudi, če nič ne rečemo, na kupico uslužbencev in ko oni grejo domov, so tečni doma in so še otroci sitni in ne more iti na dolgi rok. Res ne more. In tukaj so ugotovili, ko so delali raziskave, ne samo Hussein, ampak Dispenza itak ima še večje inštitute z možnosti raziskav, ko ti greš dnevno iz beta valovanja v alfa, to je tista skrivnost, ki jo očitno niso napisali v knjigi Skrivnost, ne? Ko greš v alfa stanje, to je 14 Hz in nižje, res dostopaš prvič do kanalov sočutja, se pravi, tisti, ki pozna hormone, bo to vedel, pa so vse sprožne. Drugič se zelo umiriš, sprostiš telo, čustveno predelaš stvari na nezavedni ravni. Hkrati pa, ko se umiriš, imaš tu možnost, da lahko kreiraš nekaj iz alfa ravni. Ne moreš ti vizualizirati, da se usedeš nekje na stol in zdaj bom pa vizualiziral, pa nisem umirjen. To ni. Rabiš ta bazen potopitve in uskladitve obeh možganskih polovičk, potem pa lahko iz tukaj kreiraš, kar želiš, jaz rečem, samo da v akcijo daš prvi korak, se potem
življenje kaže, a si v redu, si izbral željo, a mogoče moraš malo prilagoditi korake. In predvsem začneš opazovati te znake. No. To je zelo pomembno, ker dosti ljudi kar fura čez življenje, ker sama sem na eno obdobje in ne vidiš znakov, kaj ti kaže, in potem imaš drame. Ne. Vsi smo imeli kakšne drame. Ja. Brigita, kakšne znake, recimo konkretno, na kaj naj bojo ljudje, kje naj bojo občutljivi, kje naj bojo pozorni? Recimo, jaz gledam nazaj na sočutje, recimo, jaz eno stvar že vidim v trgovini, ne? Ko imaš občutek, da je nekomu nekaj padel, pa daj mu poberno, kljub temu, da še ne vem, par let nazaj, primer bi denarnica padla, pa bi jo nekdo zmaznil, ne? Mislim, dobro, še obstajajo tudi taki ljudi. Pustimo, ljudje, ki so na robu ekonomskem, to razumeš, ne, jaz rečem, ampak večina ni, no, saj v Sloveniji ni to krizen, ki sem živela v getu v Los Angelesu, je res krizno bilo že takrat, kva še zdaj, ne. Take stvari in v bistvu, ko ti to počneš dnevno, da opazuješ, ne, kaj se nekomu zgodi in mu pomagaš, tudi če on ta trenutek ne ve, ne, ali pa gumo na avtocesti, se pač ustaviš, če čutiš in zamenjaš, ne. Mislim, jaz se ne znam, drugače bi. In to so vse sešteva, s temu rečemo neke vrste, eni rečejo kaški zapisi, eni božanski računalniki, so frekvence, in ti avtomatsko, ko začneš kreirati svoj svet, vizualizirati, dobiš darove tako, da se ti stvari prej skreirajo, ne v fizični realnosti. In jaz leta nisem vedela, zakaj recimo v športu mi vse ful uspeva, na drugih področjih mi pa ni. Ja, ker tam nisem toliko delala fizičnih korakov, tu ne. Moraš tudi iti v akcijo in biti konstanten, ne, in opazovati te znake. Znaki so pa lahko tako, recimo jaz dobim dostikrat, kaj vizualiziram, primer dostikrat ne vem, kjero osebo dobiti za eno področje, da bi mi malo odtegnil na delo, ne. Jaz si samo predstavljam, kakšne lastnosti si želim, da ima ta oseba, in etiko, in kaj obvlada, ne, tako njene orodja, skills, sposobnosti, in potem si začnem vizualizirati in tako, ali v eni skupini dobim to osebo, čisto intuitivno se začutva, včasih me celo pokliče, pa reče, jaz razmišljam, da bi delali skupaj, ne, tako, in takoj veš, da je to prava oseba, ne, tako res, čisto na intuitivni ravni, dobiš odgovore. Zelo. In tudi hitro, ne? Ja, zelo hitro. Zdaj vidim, bolj delaš s temi, na začetku res rabiš vaje redno delati, ne, da res začneš razumeti prvo sebe, potem da začneš okolico bolj zaznavati, tukaj res rabiš malo časa si posvetiti. Ampak potem pa, jaz včasih sem namero dam ven zvečer, pa se tako v parih tednih ali pa ne vem, neka manjša zadeva se takoj sprovede, no, tako da recimo pred časom sem iskala učiteljico za angleščino, no. Potem je kolegica, kljub temu, da je naša dodatno odpovedala na inštrukcije, sem rekla, zdaj imam že 2 druge, ki jih lahko kličem. In to je v roku 2 dneh prišla oseba in je rekla, jaz vam cel kup teh učitelj spoznam, in poslala. Tako, pa nisem niti vizualizirala, sem namero sem vam dala, res. To je to. Tole, Brigita, dajva zdaj pojasniti. Vizualizacija pa namera. Zdaj potem metodi vizualizirati. Rekli smo, da omenili ste, to se pač gre tehnično čisto v alfa stanje, iz beta v alfa, se pravi iz tega aktivnega dinamičnega uma v to umirjeno stanje valovanja, se pravi možganskega valovanja. Ja. Tako, kot mi vemo, to je takrat, ko smo res tako umirjeni, ko nas že mal, bom rekla, piga pred spanjem, ne, tisto občutek. Kako vemo, da smo v tem alfa stanju in kako vizualizirati? Zdaj, rekli ste, da ne gre tako, da se kar usedeš ti tako tisto trdo in pol pač s tem dinamičnim pa glasnim umom, da boš nekaj zvizualiziral, ne. To moraš občutiti, ne, pravijo tudi iti v stanje že izpolnjene želje, ali kako reči, ne, mislim, kako rečejo. Se nekdo, ki prvič se tega loti, je cel kup neznank, se jaz sem tudi imela, ne, čisto razumem. V bistvu je tako, ko se ti sprostiš, enim je že sproščenost telesa čisto neznano stanje in me dostikrat v to sprašujejo, kaj to pomeni, ne? Ja. Tako rečem, vsi imamo neko predstavo, ko greš po tuš in topla voda gre čez tvojo glavo in počasi lepo gre po telesu, kako se počutiš. Potem vprašanje dodatno, jaz pa lahko sprostim recimo hrbtni del, pa ne morem trebušnega. Potem pa rečem, vzemite neko toplo brisačo ali pa neko, jaz isto rečem, ki smo mi imeli v športu, grelne blazine,
in si daš na trebuh. In ko delaš to vajo sproščanja, boš komot lahko sprostil trebuh, ker bo toplota prišla, ne? In možganom bomo dali ukaz, tudi trebuh se zna sprostiti, ne? Ko to delamo redno, si naši možgani, s temu reče neuroplasticity, ne? Neuroplastičnost, ne? Ja, to je to, si zapomnejo to, ne? In je potem na ukazu, v 5 minutah pol izvedeš to sproščenost, ali pa še prej, ne? Na začetku pa traja tudi 20-25 minut, ne? In ko si tu v temu alfa valovanju, s tem, ko sprostiš telo, začneš kreirati. Jaz tako rečem, vedno je ena tehnika, pri Jose Silvi sta 2 tehnike. Ena je tehnika mentalni video, kjer si na enem ekranu predstavljaš izven sebe. Zakaj? To je Jose odkril. Jaz sem si dostikrat kar na prizorišča šla, nisem tega niti vedela pred Josejem, ne. Ampak obstajamo ljudje in verjetno nekdo, ki bo tudi gledal, obstajate, ki lahko greste direkt v pisarno, se nek odnos takoj začnete vizualizirati, kako želite, da bi pogovor potekal med dvema, če recimo nek projekt delate ali pa zaključujete neke stvari ali pa odpirate. Potem, ko začneš vizualizirati recimo nek začetnik na ekranu, je zelo pomembno, da si stran vsaj kakšne ekran predstavljaš ali pa kinodvorano, se rekla, če je kakšnim lažje, ne, ti sediš na zicih in si predstavljaš, kako si ti na platnu in se odvija tvoja vizualizacija, ko želiš. Recimo nek odnos, če želiš popraviti, primer, bom rekla čisto banalno, si se skregal s partnerjem, si predstavljaš, jaz vedno rečem, meni je najlažje, toliko sem za ene druge tehnike pobrala, 2 stola, en je na enem stolu, en na drugem in si povesta, poslušaš, kaj ti partner reče nazaj, intuitivno, ne, potem ti poveš in tukaj že je dialog nek, ne, subjektiven, jaz temu rečem z našo domišljijo, ampak zelo vpliva energijsko, ne, to ljudje tudi dosti se ne zavedajo, zelo vpliva. Jaz sem delala vaje skozi, če sem se kdaj skregala s partnerjem, se skregaš, ampak ne več toliko včasih, ne. Ja, drugače. Ja, ko je naslednje jutro vstal ful dobre volje, pa sploh ni vedel zakaj, ne, ker sem čistila te stvari zvečer, preden sva šla spat, ne, pa še vedno ni. No, saj zdaj dobim hvala, Brigita, za 10 let nazaj. Pa ne, da to rabim, ampak vse kaj, no, ne, veš, koliko je dela v zadju, ne. Tako. Potem si recimo predstavljamo končni cilj, ne, se pravi, na majčkeno gremo levo, to je pač potek te vaje, levo, zrkla damo gor, zato zrkla v bistvu pogledamo gor, zapremo spet oči, zato da še majčkeno globlje greš v alfo, včasih kakšnega življenja se gor in avtomatsko tukaj si pač vizualiziraš tvoj končni cilj, ne, se pravi, s partnerjem sta v redu, razčistita neko stvar, če je treba globje, besedno in se uskladita za naprej, ne, če imate kakšen cilj za naprej. Tako da tu je samo delo, ne, če pa oba delata, pa še bolj hitreje rasteš. Res. Tako da ja. In to je v bistvu primerno za vsa področja, ne? Ni zdaj nekih omejitev, zdaj vi ste omenili partnerski odnos, za karkoli, ne, zdaj ste že nanizali vmes večkrat. Zasledila sem tudi, da vi s hčerkami vizualizirate, oziroma po tej metodi greste za te teste oziroma spraševanje za šolsko delo. Šolsko delo, ne? Šolsko delo, ja. Se Jose je najprej zasnoval te tehnike z namenom, da je popravil ocene, ker je imel 10 otrok in zelo slabo jim je šlo v šol, ne. Oče je skozi delal, ne, in se je s tem ukvarjal na stran. Pač 10 otrok je res preveč. Za eno žensko, jaz rečem, mislim, to je moje mnenje, ne, res ne moreš pač vse imeti niti v rokah. In jih je tako v roku 2, max 3 let, no, so imeli vsi pol A v Ameriki, ne, prej pa res ful slabe ocene in potem je nadgrajeval iz tega. On je v bistvu na koncu ratu najbolj znan in njegovi inštruktorji po zmožnosti, tako kot naši bioterapevti delajo in po svetu tudi, ne, zmožnosti zdravljenja določenih zdravstvenih problemov, ne. Recimo, so mu pošiljali in tudi hodili so ljudje na smrt bolani, ko so delali te poskuse z njimi in so rekli, glejte, rekli so nam v bolnišnici, tako imamo samo še 1 leto življenja, jaz sem to sprejel, bo poskusni zajček, dajmo videti, če se kaj da narediti, ampak nič skrbeti, jaz itak planiram umreti, ne, dobesedno. In oni so v bistvu to, ko imamo vsi potencial, jaz rečem preko višje inteligence, predajanje energije naprej, so te ljudi, jaz nisem mogla verjeti, koliko je bil rating uspešnosti, ko bereš v njegovih zapisih, ne, od 10 teh res kronično bolanih ljudi na smrt že, jih je 9 ozdravljenih bilo, ne, in so kasneje tudi kirurgi k njim hodili na delavnice in so učili diagnosticiranje še bolj
določenih pacientovih težav, ne? Tako da šuje zelo široko in zato jaz rečem, določene tehnike so tudi drugi vzeli in jih potem zapakirali pod svoje imena, ne? To je tudi neznano ljudem, Se pravi, ko malo začneš raziskovati, opaziš, da gre za neke zelo sorodne korake pa pristope, vsak pa res nekaj tist svojega doda in pa to je tudi prav, ne? Točno to, točno. Tako da je veliko potencialov, no. Jaz vedno rečem, te metode so za nekoga, ki res bi rad majčkeno stvari nadgradil, so tudi za začetnika, ne rečem, ampak večinoma ljudi nekaj ful ne zanima, ne, grejo, jaz grem samo osnovno meditacijo, mi že to dosti, ne, tukaj res moraš delati vaje, ne, in potem boš imel ful daril iz tega, ne. Če nekdo misli, da je to sam kurs, ki greš pa poslušaš, to ne bo šlo. Zelo mehanično, ne. Na dopust, in čutne zaznave vklopiš, to je to, se jih učiš vklapljati, ne. Tako da Brigita, omenili ste pa tudi namero. To mi pa zveni v bistvu ima nek tak prizvok nekega lahkotnejšega, lažjega dostopanja do želenega. To se pa jaz trenutno igram. Jaz se trenutno malo igram, zato ker zadnjo leto se učim o srčni čakri, se pravi kreiranje srčne čakre, ki je še močnejša kot naši možgani, ampak tudi to je malo kasneje prišlo, ne, v naše družbene kosti. To je tudi zelo znanstveno ugotovljeno, recimo HeartMath Institute dela to v Ameriki. Mislim, neverjetno, kdorkoli vtipka v YouTube filme, koliko smo mi povezani srčno. In jaz to naredim tako, ne, sprostim se skozi Silvo metodo, telo, in potem grem samo v predel srca, in tako kot nekako odprem srce, se pravi to srčno biopolje, in pošljem ven namero in dostikrat, isto kot pri Jose Silvo metodah, zajamem čim več ljudi, ne, se pravi to mojo namero. Recimo, ko sem si jaz vizualizirala z namero mojo pomoč, jaz temu rečem desno roko, ki bi upravljala ene stvari, pa da bi me tudi razumela, kaj jaz sporočam ljudem, ne, sem si predstavila, kako obe zajameva z podobnim načinom razmišljanja, čim več ljudi in oni delajo transformacijo potem, ne, ona mi pač ta fizični del odnese, ne, jaz ta mentalni, čustveni, ampak sva kot eno, ne, in sem perfektno osebo dobila. Tako, po 3 mesecih, res, mislim, če bi dala na razpis, ne bi dobila. In to so te pohitrene namere, ki dosti ljudi, ki se pogovarjam, perfektno jim delujejo, ne, ampak to je spet druga knjiga, ki se še piše, The Secret po Secretu. Nadgrajena, ne? Točno to. Brigita, in vse te metode, te tehnike, ta spoznanja so že v bistvu tudi zelo znanstveno dokazljiva. O tem govori epigenetika, Bruce Lipton, prej ste omenili Joeja Dispenzo. Te metode uporabljajo tudi zdravniki kot neko podporno zdravljenje ali pa nek support oziroma podporo tudi pri onkoloških pacientih. Te metode so učinkovite, ker ta informacija, ne, mi smo 1% fizisa, ostalo 99% pa energija, ne. In ko se tega zaveš, je možno vse. Točno, in kako vplivaš s to energijo, ne, to je res velika odgovornost, ne. Mislim, ko sem jaz šla za nazaj gledati, koliko ljudi sem v tem mojem egoističnem načinu razmišljanja, ne rečem, da zdaj nisem egoist na enih področjih, sem še vedno, ne, ampak koliko sem jih hranila, ne, ker enkrat se to začneš zavedati, si rečeš, to je bila šele prehojena pot, ne, ker so oni tudi ranili druge, ne, in ta energija gre, ali dobro delamo, ne, in se še hitreje širi, ali pa slabo, malo manj hitreje se širi, ampak so vse, ne, žal. Tako da jaz mislim, da človeštvo je res na temu razkoraku zdaj in vsak se bo sam odločil, ne, bo še vedno delal tako, kot je bil način delovanja v prejšnjih obdobjih, ne, ali bo zdaj, kakor se vedno bolj kaže, dajmo neko povezovanje se iti, dajmo ohraniti naravo, kakor je možno, pa tudi, če sem svoj vrt okrog hiše ali pa, ne vem, okrog bloka, vsej majhne korake začnemo delati. Poznam primere
ženske so cele afriška plemena skupaj dale za nek vzrok, da so rešile recimo zapornike, bile so pa neznane ženske. Mislim, tako da res en človek ima ogromno moč, ker s tem privlači druge podobno misleče in se že začne tvoriti nek val, povezovanja in akcije. Tako da ja. In biti bolj pripravljen prej dati, kot pa sprejeti, in potem se tu pač tak lep krogotok naredi, Saj ste... Ja, ne res, jaz ne vem, kaj je zadnjo leto, ampak korona je meni prinesla cel kup daril. Sej tudi čustvenih stvari, ki sem jih mogla predelati, sploh znotraj družine spet, kar sem mislila, da ni potrebno več, ampak je spet prišlo, Ampak jaz vedno rečem, zdaj smo pa pripravljeni za naslednjo fazo, Saj znotraj družine smo zdaj. Vem pa, da ogromno ljudi ima zdaj res izzive, na čustvenem področju, strahov cel kup zunaj, ker ne veš, kaj situacija prinaša, ne vejo, kam se obrniti, na koga, določeni ljudje tudi zavedajo kakšnega, mislim, tako res, jaz tukaj rečem, intuicija zelo dela, tistmu, ki je že odprl ta kanal do konca. In preprosto veš, kam te vodi. Darove dobivaš iz vseh strani, pa ne govorim materialne. Jaz dobivam ljudi v moje življenje, ki sem prej 8 let sanjala, da bi jih imela. Mislim, prav želela sem si jih in očitno sem mogla prvo, da vsi odpadejo skoraj okrog mene, da te čudoviti ljudje, ki en drugemu pomagamo zdaj, pridajo tudi v moje življenje. Tako, ja. Krasno. In ne se ustrašiti, ko odpadajo ljudje, Včasih se do tega To je darilo, jaz dolgo časa nisem vedela. Meni so odpadli že med depresijo, rečemo 90% ljudi, zadnjih 8 let pa še tistih 8%. Dobila sem pa ogromno novih zadnje 2 letih, sem rekla, wow, kako so čudovite osebe. Mislim, tako sploh v Sloveniji, ker prej sem res take čudovite, ne vem, zakaj v tujini večinoma srečevala, ne vem, zakaj, res ne. Ampak zdaj pa v Sloveniji se res se počutim podprto, in čutim, da nam bo dobro, ne glede, kaj se bo izcimalo, da bomo zagnali v pravi način delovanja, vse družbene sisteme, kar se bo dogajalo v prihodnosti. Tako da ja. Brigita, vi živite v bistvu, bi rekli, svoje poslanstvo, Ja, definitivno zdaj. Dolgo sem pa iskala, Ja. Zelo. In kak je tudi zelo pomembno, se tudi, da Jose Silva tudi pravi, zelo pomembno je, da brezkompromisno živimo svoje poslanstvo, Ja. On je celo tako dodal, je rekel, če imate vi posameznik ogromne cilje, če si vizualizirate veliko ljudi, da z nekim izumom želite, recimo čiščenje odpadnih voda, naprimer, da bo veliko ljudi zaradi tega imela izboljšanega življenja, recimo v Indiji, ki sem tudi bila, tam bi res tako super bilo za to, Potem rabite veliko sredstev, vedno je to razlagal, Vizualizirajte se, vesolje vam bo vse prinesel, postopoma, ampak boste dobili. Rekel, jaz sem si $1 milijon, ker sem rabil za te raziskave in sem jih dobil, Ni bil noben problem. Če pa imate željo, s tem ni nič narobe, manjšo, da bi radi vplivali samo mogoče na svojo družino, na svoje otroke, da so boljši odnosi, potem si pa pač vizualizirajte to, in bojo prišli določeni ljudje, če nimamo tega znanja v naše srečen biopolje, ki nas bojo naučili to, kako se malo bolj čustveno odklepati, kako zboljšati odnose itd. Tako da jaz se vedno rečem, ni vse materialno. Mislim, če rabiš to, da boš množice nahranil dobesedno, bo tudi to prišlo, Če pa rabiš na mikroravni delati, bo pa to tudi prišlo. Pa v vesolju tako, A ti rabiš 1 milijon ali pa 500 evrov, je to vse isto. Ni razlike, ja? To preveš lažje, Res. To dojame, ki, mislim, vse omejitve so v glavi, Ja, res je, In jaz opažam, na začetku se zelo loviš, ko delaš te tehnike, pol pa vsak, sploh ne rečem več težava, včasih mi še vidim, ampak izziv, ki ti pride v življenju, vidiš kot, ok, smo to lotili, še ena ovirca, bomo pogledali s par različnih zornih kotov, mogoče kakšen lahko pomaga, mogoče lahko sama rešim in greš naprej. Najdeš ljudi, ki delegiraš delo, slej ko prej več, ki ga imaš pol več, ne manj žal, ampak tako pa si izbral tudi jaz, In niti toliko težko, kot na začetku. Na začetku pa sama vem tudi
po par mesecev sem reševala kakšen izziv. No. Res nisem imela teh znanj, da bi to malo iz oddaljenosti pogledala. No. Tako, pa kaj mi sporoča, ne. Potem so se mi par primerov 3-krat pojavili in sem dobila tovornjak. V Indiji rečejo, potem te pa tovornjak povozi, ne. Takrat pa dobiš končno, opozorilo, ne, dobesedno. Kar je težko, ne, situacija pol že, ampak očitno eni tudi to rabimo, ne, jaz sem bila ena takih, tako da ja. Prvo pa pride sporočilo v obliki goloba, rečejo. Nežno, ne. Ja, da bomo vedeli, da se spomnimo, ne. Ja. In jaz zdaj te golobčke probam že zaznati, ker vem, da bo prišel avtobus, pa tovornjak. Tako da res. Ja. In predvsem, Brigita, se mi zdi skozi vse izzive iti nekako lahkotno in zaupanjem. Ne? Mi smo bili naučeni, da je treba iti kot tovornjak v tovornjak. Ja. Tisto trdo, ne, ono grobo. Ja, tudi jaz par stvari sem si, moram priznati, izsilila v življenju. Ne? Zdaj se točno ne spomnim kaj, ampak se spomnim tiste stvari, ki sem se izsilila, me na koncu sploh niso zadovoljevale. Ne? Recimo, mislim, da je bil en tak primer končevanje magistrske naloge. Ne? Mislim, tako res mi je cel kup ovir nastavljal v življenje, že sem se vpisala v to šolanje. Ne? Kot da tega ne rabim, ne, dobesedno, ampak sem se kar prisilila, zato da fokus dam stran od mojih treningov, ker sem se vedno rada učila, ne. Ampak zaključek je bil en najbolj težavnejših v Sloveniji, no, ker res v Ameriki si zelo podprt, no, kot študent. V Sloveniji je dosti drugačna zgodba, če si vrhunski športnik. Nisem edina, no, ko imam to izkušnjo. Ampak to je bil res, ko sem šla nazaj delati malo, s tem rečem, regresijo, že štart ni nekaj kazal, ne, življenje mi ni kazal, da je glih to moja pot in sem malo izsilila, ne. Tako da ne čudno, da sem potem dobila na koncu malo tovornjaka, ne, da sem se malo skupaj sestavila potem. Tako da ja. To je to, ne. In so že signali, ne, tako ste rekli, ni šlo gladko, oziroma so bila opozorila že na začetku. Preslišimo. Preslišimo, ja. To naravni. Ja, včasih rabimo, mislim, ne nujno, da je ogromno teh lekcij rabiš, ampak včasih res spregledaš ali pa si toliko pozoren na en drug področje. Sem bila skozi toliko v športu pozorna, ne, na vse detajle, da tiste druge sem tako malo z levo roko izvajala, ne, in nisem bila pozorna preprosto, ne. Tako da, ja, zdaj na različnih področjih, jaz rečem, imam sokolje oko, ne. Tako da res zaznavaš, kaj se dogaja in kad čutiš, recimo, pri nas je zanimivo, kako je dinamika, kako smo povezani, se to je verjetno pri vsaki družini, samo treba jo opazovati nekaj časa, da razumeš. Ko sva midva z možem na drugačnih mnenjih, ne, tudi energijsko zgleda otroci zelo začutijo, ne, pa ni nujno, da bi se kregala. Takrat otroci pri nas padajo s konja dol, ko jahamo, ne, in jaz to prav razmišljam, pismo sem, lej, takrat je bilo to, takrat je, mislim, neverjetno, ko vidiš te znake, ne, in to je meni znak, okej, da je pridta spet skupaj. In to so ta opozorila, ne, pa otroci obvladajo konje, kjergakoli, mislim, dobro vejo, kateri je malo problematičen, ker ga zaznajo, ker imajo res povezavo z njimi, ampak najbolj miren konj takrat jih dol vrže. Še lastniki rečejo, pa ta konj še nikoli ni noben v ritmu, mi rečemo. Ja. In takrat vem, družinska dinamika, okej, pejmo nazaj delati. To je to. Taki znaki, ne, so ponavadi. Wow. Blagoslovje, no, to je res. Ja, res, ja. Da znate prepoznavati, da cela družina v tem funkcionira, to pa sploh. Ja, tudi pol vidiš otroci, kako ne rečem, tudi otroci so, pa sej marsikatera družina taka, ne, so zelo odprti za karkoli se jim dogaja, ne. Tudi ne gledajo, ko naše prepire, ker vejo, lej, imata neko krizo, nesporazum, res čisto drugače to gledajo. Recimo, kot v kakšni družini, tudi sama sem v taki odraščala, ko so te prepiri trajali leta in leta in nikoli ni bilo, da bi se pač oče in mama pogovorila kdaj, ne. Skozi bil prepir, ko so bili pogovori in se rečeš, pa kam to vodi, ne. Tako da ja, to so veliko bolj opolnomočeni otroci, no. Sej ni življenje skozi samo rožice, saj imamo obe strani, važno je pa, da neki balans probamo vzdrževati, ne. In jaz vsakič mislim, taki otroci bojo izredno pozorni na potrebe drugih ljudi, no. Tako, bojo mogli znati sebe seveda tudi napolniti, ne, ampak zelo bojo znali z ljudmi, no. Ne govorim nujno moji, ampak otroci, ki res živijo v takih družinah, no. Res, tak občutek imam zelo, no. Tako da ja.
Zelo spodbudno tole zdaj slišati. Ja, ja. Svetlo, obetajoče, obetavno. Brigita, drugače, omenili smo tudi, se pravi, po tem Wim Hof metodi ste inštruktorica dihanja, zdaj ste se malo umaknili z tega področja, ne? Ja, ker pač ne morem vsega delati, ne. Zdaj Ja. vidim, ljudje imajo največ potrebo po tem, po teh čutnih zaznavah, ne, da pridejo k sebi, da vejo, kaj bi radi in to vse kar dosti da, no. S tem, da kakšni zdravilci še bolj izpopolnijo tukaj svoje tehnike, no. Grejo res v detajle in globino, no, tako da je zelo, zelo priporočljiva zadeva, no, sploh za njih, vidim. Tako da ja. Krasno. Brigita, zdaj moto našega podcasta je nekako vsebine in dogodki, ki navdihujejo, pa me zanima, kaj vas v življenju navdihuje, kaj vam razpira krila? Zanimivo vprašanje, ja. Mene največ navdihuje, po mojem, dve stvari, no, da opazujem to rast ljudi, ki jih učim neko obdobje, in potem še, ko končajo, ne, tisti, ki res redno pridejo v stik sami s sabo. Saj ni nujno samo po Jose Sili metodi, ampak tudi s svojimi, ki jih še imajo odprej metodami, ne. In ko vidiš to rast in ko vplivajo oni na še več ljudi, to je v zadnjem času me začelo zelo navdihovati. Druga stvar je pa, kar mi je mož dostikrat oporekal, zdaj malo manj, zakaj ti vedno, on reče, aim for the stars, vedno hočeš po zvezdah posegati, ne? Zakaj ne morem imeti normalne žene? To besedno, ne? Pa daj eno stopničko ali pa dve nižji, ne? Zakaj? Rečem, dragi moj, lej, zahvali se unim zdravnikom, že v bolnišnicah so me že zacementirali, da rabim zvezde. In v bistvu, mislim, jaz vem, sem si to kot duša izbrala, ker sem to tudi videla pri astrologiji itd. Preprosto so projekti, ki se jih lotevam, pa včasih sploh ne vem, kaj bo to se potegnilo. Recimo, zdaj je korporativni svet, ki se ga bomo lotili v Sloveniji s parimi coachi in lokacije, kot so Dubaj, Kuala Lumpur, Avstralija, ne. In to je res, jaz temu rečem, zelo, zelo naporen svet, v katerem sem tudi jaz živela eno obdobje, ker kaj pa je vrhunski športnik, isto je kot en top menedžer, ki ima, ne vem, par tisoč ljudi v eni korporaciji. Boh ne daj, da je še tradicionalno, ne, ker potem ima še cel kup vzorcev v ozadju, ne smeš kar oditi pa iti na Bahame, ne, ampak moraš delati, ne, do konca življenja, ne. Večina, tako da, mislim, zelo avtokratski svet tudi. In jaz čutim, vsaj dokler bom me v to razveseljevalo, da je moja naslednja pot v to in se mi kaže, tudi pred 3 leti sem vizualizirala in čisto avtomatsko me je življenje v to zapeljalo, ne. So me ljudje povabili v svojo skupino in zdaj konec aprila že odpotujemo, no, na prvo tako lokacijo, da naredimo plan za to jesen in naslednje leto, ne, akcijski plan. Tako da ja, take stvari se lotevam in to me zelo navdihuje, ker sem skozi malo izven cone obdobja, ne. Vsaj 2-3 leta delam stvari, ki ful me razveseljuje, potem pa vedno še malo nadgradim, ne. In dodam. To je to, ja. Vse življenje se začne, ko stopimo iz cone obdobja. Potem pride ta srčika, pa ta življenjska draž, ne, ta dinamika. Ja, to je res, ja. Res je, opažam pa tudi v Sloveniji, da, ko gledam druge države, ne, pustimo zdaj ta, pa ne bom rekla tretjerazredni svet, zato ker ga je zahodni svet naredil tretjerazrednega, ne, niso oni taki bili, oni imajo res naravna bogastva neverjetna. Ampak opažam, da v Sloveniji dosti ljudi še vedno je v tisti coni obdobja, mislim, ne govorim tako po procentih, ampak opažam določena generacija. Mogoče je korona vsaj par procentov zbudila, hvala Bogu, ne, ker si mogel iti zelo fajn izven cone obdobja, ne glede kaj upravljaš, sem opazila, na vseh nivojih nas je udarilo, ne. Ampak po drugi strani pa čutim, da imamo mi kot narod, kar sem opazovala, jaz sem pač prepotovala, mislim, da sem enkrat štela 47 držav, pa to po večkrat kakšne, ne. Res sem opazovala, nisem bila samo na prizoriščih. Jaz čutim ta narod zelo, zelo srčen, no. Res, ne znam opisovati, potem sem se kasneje posvetovala z mojimi pač kolegicami, ki res energijo čutijo, odpirajo različne portale. In so rekle, ja, ker različni šamani so začeli hoditi že 10 let nazaj, sem zaznala, zelo znani ljudje, ki se zdravilstvom ukvarjajo v Slovenijo in so rekli, ta zemlja je ful podprta, ne. Nikoli ni bilo jasno,
moje ameriške prijatelje, ki sem vozila v Slovenijo, so rekli, se zdi, ste vi vsi malo hiperaktivni, ena čunga, jaz ful čutim močno energijo in zato smo tako v športu, ne, tudi to je posledica, da malo to zbalansiramo, ne. To sem tudi se naučila kasneje, ne, zakaj smo tako uspešen narod kot šport, ne, športniki pa, ne glede, da imamo pogoje bistveno slabši, ker si v Ameriki so popedeni, res, mi začnemo iz nič, pa smo svetovni prvaki dobesedno, ne. Tako da ja, ko bomo še večina nas, jaz rečem, odprli ta naša srca, ne, ali pa malo bolj odprli, bo res, mislim, ne jaz, dosti nas čuti neko tako srčiko Evrope, no, kot mi smo res lahko že zgled zdaj, ampak se nas še ni toliko odločili, srečam, ampak v prihodnosti pa jaz čutim, da bo, no, in prav vidim, no, slike, čudno se sliši, da ljudje, ki bojo utrujeni, bojo prihajali v Slovenijo, se tu napolnili, ker imamo fenomenalne terapeutke, mislim, vsak na svojem področju, in šli nazaj delovati v svet. Prav to vidim. Mogoče se sliši kot utopija zdaj, ampak sanje meni ne lažejo, res. Tako da ja. Svetovna spa destinacija, energijska, ne? Ja, res, prav tako. In nimamo brez veze to love besedo, ne vsi. Res, ja. Res jo nimamo, pa Res. sem mislila dolgo časa, je to kar neki in je nimamo, ne, res. Tako da ja, stopiti v svojo moč, no, čutim še kakšen posamezni krab in delovati. Delovati, kot ti narekuje srce, duša, kakorkoli imenuješ, in se res ne ozirati, kaj bojo pa rekli, to je en mit, rečem, brez veze, res. Ja. To so objavci sanj večine ljudi, kaj bojo pa rekli drugi, ne? Ja, to je tukaj zelo zakoreninjen, en najbolj, no, mislim, ta vzhodna Evropa sploh, no, ker smo zelo podobno, ampak Poljska recimo poznam tudi zelo, ampak jaz mislim, ko ta in podobni vzorci odpadali, no, pri večini bo čisto drugače zunanjost izgledala, no, Slovenije in odnosi sploh, no, tako ful bo več sočutja, pomoči, pa tako, ko se mi zdi, da je že bilo, no, pa ne samo v Sloveniji, v svetu, ne, tako da ja. Brigita Langer-Holc, najlepša hvala za lep in zelo, zelo navdihujoč pogovor. Zelo ste navdihujoči. Ja, hvala, Maja, res. Pa ne opogumi še kakšnega posameznika in smo že vsi zmagali, srečam, v tej državi. Jaz verjamem, da bo. In to si mi tudi želimo, ustvarjalci teh podcastov, da z ljudmi, kot ste vi, širimo to energijo in te ideje nekega boljšega, bom rekla, sveta, no, ali pa družbe. Bo nam uspelo, zagotovo. Ja, super, res, da ste taki, ki ste, Maja, in da res to širite, no, ker tega več bo in bo tudi avtomatsko se to začelo širiti med ostale še, ne, ker še bo zdaj tam razmišljajo, ne, to je to, da ja. Virus dobrega, ne? Ja, točno, točno. Nekako. Brigita, hvala in srečno. Ja, hvala, tudi vam. Ja, adijo. Ja. Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.